V imenu boja proti brezdomstvu in kriminalu je Donald Trump podpisal izvršilni ukaz z naslovom Ustavitev kriminala in kaosa na ulicah Amerike. Pod prvo točko navaja katastrofalno stanje na ulicah ameriških mest, dolgotrajno brezdomstvo, neurejeno vedenje, nenadne spore in nasilne napade. Dodaja, da je večina teh ljudi odvisna od drog ali ima hude duševne bolezni oziroma oboje, ter da je bilo porabljenih več 10 milijard dolarjev za neučinkovite programe. Kako pa namerava Trump to rešiti? Predviden je konec politike Housing First, ki je brezdomcev najprej zagotovila stalno stanovanje, ne da bi se moral predtem zdraviti zaradi odvisnosti, si poiskati zaposlitev ali izpolniti druge zahteve. Izveden bo tudi pregled zakonitosti programov, ki omogočajo uživanje drog v posebnih prostorih in ustavitev njihovega financiranja, ter možnost, da se določeni programi namenijo samo ženskam in otrokom. Premestitev brezdomcev v dolgoročne ustanove, kjer bodo deležni humanega zdravljenja, tudi s prisilno hospitalizacijo, kadar je to potrebno, bo povrnila javni red. Predaja mest kaosu in strahu ni sočutna ne do brezdomcev, ne do drugih državljanov. Nova politika bo osredotočena na zaščito javne varnosti. Glede duševnega zdravja bi se poskrbelo, da se ljudi z duševnimi boleznimi, ki so nevarni zase ali za javnost ali živijo na ulici in se ne morejo sami oskrbeti, zadrži v ustreznih ustanovah. Tam bi se pomagalo zveznim in lokalnim oblastem pri oblikovanju in izvajanju standardov za prisilno zdravljenje in prehodne programe za takšne osebe. Uvedena bo prepoved financiranja različnih programov, na primer tistih, ki omogočajo varno uživanje drog, ki brezdomce po prisilnem zdravljenju premestijo v zasebno nastavitev, in ukinitev financiranja zdravstvenih domov, ki povečujejo in ne zmanjšujejo brezdomstvo, ter prednostno financiranje sodišč za odvisnike in bolnike z duševnimi boleznimi.